pozdravljeni. Ko danes predstavljamo pred vami letošnjo zadnjo tiskovno konferenco ob sklepu iztekajočega leta, ne morem, da ne bi šel mimo dogodkov, ki so tesno povezani s predsednikom Ustavnega sodišča dr. Ernestom Trdovškom. Kot je že danes splošno znano, je bil tarča nasilnega napada, posrednega napada, torej grozilnega napada na njegovo fasado, njegove hiše, kjer so bili upodobljeni nekaj agresivni znaki. Seveda najostreje obsojamo ta manifestativni izraz nasilja zoper najvišji vrh pravosodne oblasti v Republiki Sloveniji. To je dogodek, o katerem bi se morali vsi zamisliti. Je imel pa tudi že predhodnico z podobnimi, bom rekel, zapisi nalepljenimi celo na vrata samega Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Gotovo je to nekaj, na se nas treba zamisliti in vsekakor najbolj področju obsoditi. Toda ob tem, ko se seveda zamislimo ob tem dogodku, pa ne morem tudi mimo nekega drugega, sicer bolj prikretnega, toda vendar izjemno željivega obrekovanja spet naperjenega proti predsedniku Ustavnega sodišča Ernestu Trdovškemu. Gre za insinuacijo, ki je začela krožiti po medijih, češ, da uporablja strankarsko kravato. Sam sem danes prinesel eno tako kravato s seboj in da me bom danes tudi pokazal. To je kravata iz najsvetlejših trenutkov slovenske državnosti. To je kravata slovenskega predsedovanja Evropske unije. Če kdo to ne verjame, si lahko pogleda na notranji strani ta napis. Slovenian presidency of the European Union. Nošenje te kravate je seveda pač izraz patriotizma in spoštovanja do najbolj zvezdnih trenutkov naše države. Smešanje te kravate s strankarsko kravato in pritlehna insinuacija predsedniku Ustavnega sodišča, da je s tem, ko se je nadel to kravato, da izkazuje s tem strankarsko pripadnost, je seveda nekaj, kar je treba najostreje zavrniti.